Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal, katera je prva od vseh zapovedi? Jezus je odgovoril, prva je poslušaj Izrael, Gospod, naš Bog je edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca in vse duše, z vsem mišljenjem in vso močjo. Druga pa je tale, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Pismouk mu je rekel, dobro, učitelj, resnico si povedal, on je edini in ni drugega razen njega. In ljubiti njega z vsega srca, z vsem umevanjem, z vso močjo, ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe, je več kakor vse žgane daritve in žrtve. Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva. In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre v Kristusu, če na splet preko interneta vpišemo besedno zvezo pravila življenja, se bo pokazala množica naslovov, ki nam ponujajo bolj ali manj veliko število zlatih pravil za srečno življenje. V Sloveniji imamo baje okoli 800 znakov in 19.000 podzakonskih predpisov o tem. Izraelci poznajo 248 zapovedi in 365 prepovedi. Tako lahko vidimo, kaj vse si je domislila človeška modrost. Namreč bolj, ko se človek oddaljuje od svojega Boga in s tem tudi 10 božjih zapovedi, več zakonov v svojem življenju tudi potrebuje. In prav današnja Božja beseda nas vodi k bistvu, k jedru, pravzaprav k edini in največji zapovedi, ljubi svojega Boga in bližnjega, kakor samega sebe. Lahko bi rekli, da je ta zapoved kakor medalja z dvema obrazoma. Ljubiti Boga in ljudi je največ, kar sploh človek lahko naredi. Kljub jasnemu nauku, da je potrebno oboje, pa so kristjani pretiravali zdaj v eno in zdaj v drugo smer. Nekateri so poudarjali samo ljubezen do Boga, ob tem pa pozabljali ljubezen do svojega bližnjega, ki se izkazuje v konkretnih človeških dejanjih. Drugi pa so upoštevali samo človeško plat ljubezni. In danes se to kaže v naši človeški miselnosti, ko pravijo, glavno je, da si dober človek, pošten, pravičen, potem pa je vseeno, ali veruješ v Boga ali ne. Bratje in sestre, oboje je potrebno in oboje je resnica in med seboj tudi tesno povezano. Kajti ljubezen do Boga se res izkaže v pobožnosti pri molitvah, pri maši, v podeljenih zakramentih, ko se sami osebno ali kot skupnost povezujemo z Gospodom. To je temelj za našo vero in tudi za naše življenje. A že apostol Janez je jasno zapisal, kdor ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, kako mora ljubiti Boga, ki ga ni videl. Ljubezen do človeka je torej preizkusni kamen naše ljubezni tudi do Boga. Ljubezen do Boga pa se izkaže predvsem v molitvi in češčenju, ko se sami osebno povezujemo z Gospodom, ki nam daje poslanstvo, da bi to poslanstvo tudi mogli uresničevati. In to večkrat lepo molimo v polkajilni molitvi, Jezus, ljubim te nad vse, Jezus, upam te, Jezus, verujem v te. Pa tudi v našem življenju drži večkrat obratno. Če človeška ljubezen ni zakorenjena v Božji, je čisto prazna in goljufiva. Hitro lahko postane sebična in ji potem kasneje tudi zmanjka moči. Šele on človek, ki prav ljubi Boga, mora na prav način v konkretnih dejanjih ljubiti tudi svojega bližnjega.
Ljubezen do človeka je lahko učinkovita šele, ko je resnično prežeta z ljubeznijo do Boga. In tudi obratno, ljubezen do Boga se najbolj potrjuje in izkazuje v pripravljenosti za služenje svojim bližnjim. In končno se lahko vprašamo, kakšna pa naj bo ljubezen tudi do samega sebe. Nekateri kristjanom očitajo, da v krščanstvu za to ni mesta, češ da je treba sam sebe prezirati in sam sebe zatajevati. Kakšni starejši duhovni spisi res zahtevajo popolno pozabljanje na sebe, kako da lahko samo zatiranjem sebe služimo Bogu in bližnjemu. Toda v resnici Božja beseda uči nekaj drugega, veliko večjega. V resnici je to vse med seboj telesno povezano. Kristus ne govori o zanikanju samega sebe, ampak naroča, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Prava ljubezen do bližnjega je možna le takrat, kadar človek v resnici sprejema tudi samega sebe na normalen način, kot Božji dar, kot to, kar mu je Bog zaupal. To pomeni, da se zaveda svojih sposobnosti in moči, ki mu jih je dal Bog, hkrati pa tudi tistega, kar sam ne more storiti, kar lahko stori samo z Bogom. Če sami sebe ne cenimo kot veliki Božji dar, naše vernosti in pobožnosti nekaj manjka, pa tudi bližnjemu se ne bomo mogli zares v resnici darovati. Ni pa treba te ljubezni do samega sebe posebej gojiti in se zanjo posebej truditi. Pride nekako sama od sebe, lahko bi rekli za povrhu. Če nekdo ljubi Boga in ljudi, s tem najbolj osrečuje tudi sebe in svoje življenje. V ljubezni namreč odkriva smisel tega. In to je, kar smo lahko že večkrat opazili v našem življenju, zanimiva zakonitost. Bolj, ko je kdo predan Bogu in bolj, ko se žrtvuje za svoje brate in sestre, bolj je v resnici tudi sam srečen in izpolnjen. Bolj, ko kdo pozablja nase, več ima svojega življenja in več tudi resnično prej. Tako vemo, da ljubezen ni torej samo golo čustvo. Čustva se namreč prebujajo, pa tudi izginjajo. Gospod pa nam daje temeljno merilo, na katerem moramo graditi naše osebno, tudi krščansko življenje. Daj nam svojega svetega duha, tistega duha, ki nas v tem življenju usposablja za pravo in resnično ljubezen, ki je do Boga in bližnjega, in sicer svobodnim in velikodušnim srcem. Jezus nas ni poklical usposobljenih, ampak poklicane usposablja za ta dar ljubezni, kot isto medaljo z dvema obrazoma ljubezni, namreč do Boga in svojega bližnjega, in s tem prejme dar človek tudi do samega sebe. Okrepljeni torej z njegovo besedo, z nebeškim kruhom, z Evharistijo, se danes na poseben način obračamo na našega stvarnika, ki nam je vse podaril kot neizmerni njegov Božji dar. Gotovo se najprej zahvaljujemo za svoje življenje, za naše bližnje, za vse, kar imamo, tako telesne, kakor duhovne darove, da jih ne bi nikoli zmanjkalo, da bi jih znali prav ceniti in se Bogu zanje tudi zahvaljevati. Zato z Božjo pomočjo, z njegovim blagoslovom in njegovo navzočnostjo ter našim resničnim sodelovanjem z Gospodom vstopimo v nov dan in nov teden, da bo blagoslovljen in da bomo tudi sami z njegovo močjo drugim prinašali blagoslov. Amen.